Kaj je bilo to? Ne vem. A smo strele videli? Ja. No, vidite, s takimi stvarmi se je pa Nikola Tesla ukvarjal. Mogoče že kaj veste o tem gospodiču? Izumil to, da lahko elektrika teče v dve smeri. To je v bistvu nek naravni pojav, ki ga je pa Nikola Tesla potem izkoristil in iz tega naredil daljnovode in pripeljal elektriko vsem ljudem. Kaj pa je to? No, to je pa Teslin transformator. In ta transformator je naprava, ki pretvarja napetost iz 230 na 150 tisoč voltov. Če se dotaknemo strel, a nas ne bo bolelo? Ta tok se tok hitro spreminja. Iz plusa v minus, skozi takole skače. Hoče iti in nazaj v napravo, a ne? In to se tako hitro spreminja, da teče po tvoji koži, po površini tebe. In gre prek tebe v zemljo oziroma v zrak, povsod. In ga ti ne moreš čutiti. Če se pa z drugim predmetom dotakneš, bo pa vsa toplota šla samo tukaj v palčko in jo bo pač majčkeno segrela, vi boste pa preživele. Kako se je pa Nikola Tesla sploh spomnil vseh teh izumov? Lahko rečemo, da je bil cel filipcolog, a ne? In v bistvu njega se že elektrika že od nekdaj privlačila, glih zato, ker je bila toliko skrivnostna in neraziskana. On je recimo enkrat podrgnil mačko takole doma, a ne? In so se začele iskrce prikazovati, a ne? In to ga je pa zelo zbudilo neko zanimanje in je zato se odločil, da bo šel elektrotehniko študirati oziroma bo posvetil svoje življenje elektrotehniki. To sta neonki. No, in te neonki zasvetita, ko se na njiju priklopi napetost približno 1000 voltov in lahko jo držiš tudi tako, ne rabiš biti zraven. Primi žarnico pa daj tako, da se pržge. Daj na tako razdaljo, da se pržge. No in zdaj potegni roko gor. Kaj si zdaj naredila? Ker ugasila si žarnico. S temu lahko se samo takole igraš in zbereš strele skupaj. Boš probala? In potem napoveš prihodnost, a ne? Vidim te v luči, da boš slavna filipcologinja. Ta naprava je zelo podobna unitam. Ja, no to pa zato, ker je to v bistvu isto Teslin transformator, samo da je tale mnogo večji. In tale doseže napetosti do 2 milijona voltov. Tako da tale bo imel malo močnejše strele in malo močnej bo pokalo vse in to sta vidve lahko videli. In to čisto od blizu. Kako pa, čisto od blizu? To pa zato, ker imamo tamle Faradayovo kletko in Faraday je rekel, če so kakršnekoli strele izven kletke, ne bojo mogli noter priti v kletko. Če bomo te strele videli to kot blizu, nam lahko cvre oči. Ne, v bistvu ne, zato ker strela boš videla od blizu, sploh ni toliko svetla, jo boš videla čisto normalno. Tukaj v kletki zdaj veljajo posebna pravila. In sicer, vidite, se lahko kletke dotikata, kakor želita, posod, tudi na tej strani, kjer bodo strele. No, kar pa res ne smeta narediti, je pa točno takole prsta ven. Ja, zato, ker pa naredite zelo dober strelovod. In tle imate polhen strel in strelovod. Kam bojo šle strele? Je bo vaš prst. In boste zelo spekali si prst. In to si ne želite. Ok, pa lahko sem tako. Lahko se pa tako dotakneš tudi tam, kjer je strela. A tako bo tudi kaj pač pekal? Ne. Ok.